Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Čas je torej za glasbeni dviz, kot se reče. To si ti izumil to besedo in pa ja, se je kar prijela, vse tukaj, Ja. v totem studiu. Ful in se vsi že vejo, o čem gre. Okay. Torej, potovali bomo malo po svetu z zabavnimi dejstvi in začenjamo z italijanskim pevcem Alfo, ne, Fras? Tako, Italija, znana tudi po tem, da je v Rimu približno 300.000 mačk in da so mačke v Italiji precej zaščitene. Ja, res je, zraven Alfe v hitu A me mi piace tudi špansko-francoski pevec Manu Chao, Fras. Španija ima več kot 1000 otokov. Res. Francija pa si najdaljšo državno mejo deli z Brazilijo zaradi francoske Gvajane. Res je. In v marsikaterem kvizu po televiziji te lahko zmedejo s tem, ne? Ker so še vedno neka kolonialna ozemlja, Tako, ne vem tako. kje vse. Veš, kot da bi ti rekli, ali Francija meji na Brazilijo? Ne, valjda, ja. 3000 litrov vode vmes. Ne. Ok, še prej pa Con Calma, ne? To pa prihaja strani portoriškega izvajalca Daddyja Yankija, Fras. Puerto Rico ima mešane enote za merjenje, naprimer benzin kupiš v litrih, na števcu v avtu pa ti kaže milje na uro namesto kilometre. Kaj? Super. Krasno, ne? To bi mi kar se klali, ne? Ja. Bi Si tankali. predstavljaš? Ok, Daddy Yankee tukaj sodeluje z kanadskim reperjem po imenu Snow, Fras. 90% Kanadčanov živi blizu meje ZDA, preostali severni del Kanade pa je zelo redko poseljen. Res je, ker je ful mrzlo in je pač bolj... Pa nobenemu se nič ne da. Res je. No, to zdaj ne vemo. No? Ok, tako da vse smo zdaj zvedli, zdaj pa gremo torej Daddy Yankee in Snow, še prej pa torej Alfa in Manu Chao. A me mi piace na tem radiju. Lepo zdrav. Bravo. Poleg street food pojedine imamo za vas še neke fajne stvari, Marko. Tako tokrat vrej karte v Mariboxu, to pomeni tisti udobni sedeži, najudobnejši sedeži v Mariboru in pa seveda pijača in prigrizek, da lahko gledate si film, kot se pač spodobi, ne? Tako, kot da bi bili doma koci pa ležali. Tako, in gledali bomo Gospodarje vesolja oziroma He-Man and the Masters of the Universe. Jutri torej v Mariboxu, če bi si radi to ogledali z nami, dajte se prijaviti, pošljite SMS, ključno besedo Maribox na 051 220 220, svoje podatke še pripišite, pa bomo zaigrali eno mini igro, tako kot ponavadi, ne? Ja, in ni prezahtevna, tako da ne rabite se bati. Tukaj je tudi Fras, ki vedno preveč pomaga, tako da No, evo, se lahko zanesete na Markota, ne? Absolutno. Sicer pa, če boste prišli v kino, morda bi bilo fajn, če ste med tistimi, da zraven prinesete album od He-Mana, album. če še ima kdo to doma. Jaz sem imel, ja, Coffee Res? Small album, sam Ja, je da bil se sličici, not se Res? stavlja, ja. Da nehaj. Te pa bi lahko ti jutri to prinesel. Ja, nimam, ne, pravim, če ima kdo. A imel si? Ja. Imel pa sem, spomnim se, in si tak recimo iz 4 nalepk mogo sestaviti eno veliko, veš pa tak, in ti je včasih ena manjkala 100 let. Ja. Ali pa meč njegov, če ima kdo. Recimo, Ne, lahko tudi. ja. Pa te, Ali pa tigra, če ima kjer. Ja, prinesite vse zraven. Pa se lahko tam not v Mariboxu v avli derete, vsi. I habe die Kraft. Ja, Recimo. ne? Fras, ti pa si lahko orko. ne vem, kdo je to. Ja, idi ga pogugla. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 12 čez 1 je ura in v tem studiu pozdravljava profesorja Križaniča. Lepo zdrav. Dober dan, zdravo. Zdravo. Po včerajšnjem Sintišu, Ja. Power of Love, ki je požel izjemen odziv, dobro je moja mama rekla, da bo vredno, no? Dajmo danes še enkrat Pa je bil, ja. ja, enega lepega, enega počasnega. Okej. Sicer od Georgea Michaela One More Try. Lepo. Ja. Daj tudi, Dobro tako. ti gre zdaj že drugi dan. Ja, ne, jutri ne bo tak, ker je
World Bicycle Day jutri, tako da te je bilo nekaj drugega. Sumim, Ne? kaj bo. Ja, pa ne bo bicikl po tepuhu. Vidiš, pa bi lahko bilo. The race bo odjelo. Ne bo. Ampak to bo jutri, čakaj malo. Tisto je danes smo motor. še, ne. Pa se vem, ja, zato prav. Čeprav je dobra izbira, da res. Ja. Lahko imeli enkrat, ja. Torej, leto 88 se je pisalo, George Michael je še bil z nami, žal ga več ni, seveda že dolgo ne. In njegov single One More Try, to je bil 4. single iz prvega solo albuma z naslovom Fate, ki je prejel tudi nagrado Grammy takrat za ploščo leta. In z izjemo ene same skladbe, kjer mu je pomagal David Austin, je George avtor skladbe in besedila, skladb in besedila pri vseh ostalih na albumu, torej vse je sam naredil. Iz te plošče je George izdal 7 singlov, od katerih so 4 prišli na vrh Billboard lestvice. In to je kar za debitanski album, ni kar tak, ne? Okay. Pa ne samo to, da je One More Try zasedel prvo mesto Billboarda, prišel je na vrh Rhythm and Blues lestvice ter Adult and Contemporary. To je potem trajalo skoraj 20 let, da je nekdo ponovil tak uspeh, in to je bilo leta 2007, ko je to uspelo Robinu Tickiju z singlom Lost Without You. Zdaj ne vem, če se spomnite videospota. Ne. Video je režiral Tony Scott. Veš, da je moglo biti kar ornik, ne? Sama skladba traja skoraj 6 minut in recimo Elton John, velik prijatelj Georgea Michaela in mojster, bomo rekli, ljubezenski balad, je nekoč povedal, da nikoli ali pa skoraj nikoli ni ljubosumen na druge skladbe, edino na One More Try. Ta je pa zagotovo ena od njih, pravi, da bi se želel, da bi jo sam spisal. Ampak on jih ima tudi ogromno. Ja, pa 100,000 rekordov nekih tudi, tako da ja, točno. Naj bo tam. Zadnjič je bil spet na televiziji, mislim, da Kingsman, drugi del je tisto, ja. Elton John igra. Ja, menda. Boljši, če se bi držal muziko. Tisto, no. Demo gre dosti boljši tisto. Ok? Street food se torej bliža, v četrtek se vse skupaj prične ob, kdaj, Fras, 17. Že prej, ne? Prej, že dopolne, ja. Ja, ker moramo iti sprobat, če ne, da ne ekipo vzabo. Pa da te ne bi ki slučajno, da boš doma ali pa kakaj tako. Ne, bomo sprobali. Ne, bomo. In seveda v zameno za to, ker bomo že mi probali, smo se odločili to opcijo ponuditi tudi vam, in sicer tako, da smo organizirali street food pojedino. Ja. Dolga miza od vseh ponudnikov, hrana gor in mlati. Tako, sedli se boste, nekoga si boste zraven pripeljali, ja. Mogoče malo manj poje, da bo več za vas. Ja. Pa je to? Ali pa enega, ko je glih se najedo neki, ne? Ja, po malci, daj prič, gremo tu. Malo probati samo. In za 2 karti za street food pojedino je treba ugotoviti, katero pesem je Jeger zapel med tem, ko je testiral hrano enega od ponudnikov na street foodu, in Vito je bil žreban, tokrat že čaka Vito pesem, torej moraš ugotoviti, kaj je Jeger torej zapel, dobro? V redu. Evo, prisluhni, če si pripravljen, izvoli. Meteorološko poletje se je začelo, tako da bi se spodobilo, da bi bilo na street foodu tudi kaj morskega, in bo. Morski Boško bo tam iz MNA cateringa in bo imel, jaz pa imam zdaj tudi pred sabo, gerice, pa malo ligenčkov, pa zraven vrhunsko krompirjevo solato, bazi, zdaj pa vse skup v usta, pa da vidimo, kaj nastane. Pa malo konfetka. Vito, se ti kaj sanja? Slučajno. Malo res je slabo slišalo. Ok, Vito, daj da probamo, če ti dam samo pesem, brez tega, kaj si on baše pred tem v usta, prisluhni. Jezus Kristus. Se ti že kaj bolj sanja, Vito? Jo, stvari težka, Te pa dobiš, čakaj. Vito, bomo dali A, B, C, teba bi mogel vedeti. Ok? Ok, zvenjam. Ali je to A, The Final Countdown od Europe? Ali je to B, Linkin Park, Given Up? Ali je to C, Siddharta, Napoj? Je naredil. The Final Countdown, ja. Ja, pa aleluja.
Bravo, Vito, ko Jeger pride z dopusta, bomo ga vsak enkrat malo pogeblači gor. Ker bi lahko dosti boljše, ne, to naredil. Malo manj bi lahko grisno tudi mogoče. Ja, ali pa malo več zapel, ne, nekaj od tega. Vito, čestitke, evo 2 karti za street food pojedino sta tvoji. Kako lepo, hvala vam. No, vidiš. Lepo. Lepo bodi, Vito. Enako. Se vidimo, adio. Se vidimo, adio. Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno. Včeraj popoldne smo lahko na družbenih omrežjih opazili številne fotografije lijakastega oblaka, ki je nastal nad Apačami, tam pri Gornji Radgoni. Ja, in zato smo se obrnili na dežurnega prognostika Andreja Velka Vrha in ga poprašali, kako pogost je pravzaprav ta pojav, ter za kakšen pojav pravzaprav gre. To je v bistvu taka oblika oblaka, kaže na močno nevihto, ki ima svojo rotacijo in pravzaprav že lahko rečemo supercelica. Značilnost superceličnih neviht je, da v bistvu nastane cirkulacija, kroženje v samem oblaku kot pri ciklonu, kot en tak mini ciklonček, in zaradi tega imajo taki oblaki, take nevihte večjo vztrajnost, dlje časa živijo in lahko potujejo dlje časa. Ne? Zdaj, nastane pa to lahko pri določenih pogojih, in sicer, ko je dovolj vlage, dovolj nestabilnosti, da pride do dovolj močnih vertikalnih dviganj. To lahko, recimo, kadar so res dobri pogoji za to, lahko to prinese tudi do nastanka tornada oziroma vrtinca, vodne trombe in podobno. Ok, nevarno zveni. Ja. Pri tem je dodal, da gre za razmeroma pogost pojav. Okay. Ta pojav se lahko pojavi večkrat na leto, zlasti pa seveda ob močnejših nevihtnih sistemih. Ampak vemo pa, da se vreme spreminja, ne? Zato nas eno zanima, ali se morda tudi povečujejo možnosti za nastanek tornada pri nas. Ravno zaradi tega, ker je energije čedalje več, zaradi segrevanja ozračja, ne, je možnost tudi nekoliko večja, seveda še vedno precej manjša kot na primer v Severni Ameriki, ker so Evropa drugačne oblike, kopno, bolje razčlenjena z morjem in podobno, ne. Predvsem je to pogosto nad takimi velikimi ravninami ali pa planotami, takem bolj razgibanem območju, kot je naše Slovenija, Alpe in podobno, ne. Ampak ja, tudi pri nas lahko pride do tega, seveda pa so možnosti manjše. Ok, jaz upam, da ne bo. Zdaj seveda nas zanima, glede na to, da načeloma povsod se piše, povsod se govori o tem, da se vreme oziroma nasplošno ta vremenski pojavi vedno več je, vedno slabše vreme, neki ta občutek je ustvarjen. Lahko v prihodnosti mogoče pričakujemo še več takšnih pojavov. Kadar je poleti nestabilno ozračje, je vreme lahko zelo spremenljivo, ne? V bodočnosti pač nasploh zaradi segrevanja ozračja je scenarij tak, so projekcije take, da pač bo več intenzivnih pa ekstremnih vremenskih procesov, vremenskih dogodkov, pojavov in seveda tudi nevihte so pri tem niso izjema. Ok, super. Tako da zna biti, da bomo slej ko prej podobno zidali tukaj, kot recimo na obali. Ja, zakaj pa ne? Da nam ne bo vsega odneslo, tako v Ameriki, da vse iz gipsa, pa krave pa tako letijo. Ok, držimo pesti, da ne bo tako hudo na tem koncu, sicer pa seveda velja opozoriti, bodite previdni, ne? Če se kaj takega začne pojavljati, ne siliti tja in dajte se nekam not zapreti pa skriti. Najboljše. Ena nova uredba se obeta v Evropi oziroma je že od lani, ampak letos avgusta stopi v veljavo, in sicer od 12. avgusta letos v restauracijah po Evropski uniji za goste, ki jedo na lokaciji, ne bo več dovoljeno uporabljati vrečk za enkratno uporabo z omakami, kot so, ne vem, kečap, majoneza, sojine omakice, to je v teh malih paketkih, kot je vrže zraven 7 litrov. Ja, končno. Ja, gre se za zmanjšanje odpadkov in to vse razumem. Okay. Ampak ob tem sem pač razmišljal, kaj to pomeni za zdravje. Zdaj, če bodo kečap, majoneza, zenf in podobne omake v nekih posodicah za večkratno uporabo, ali bodo v restauracijah to dosledno čistili, ali bo vse pravočasno v hladilniku, ali bodo dosledno preverjali, če se je kaj pokvarilo, ali bodo pravočasno zamenjali stvari, vrgli stran, kdo bo ne male duce prav
ne? Ko bo noče nekaj zraslo, pa tak. Nočem niti pomisliti na to. Jaz pa imam odgovor. No? Zvoli. Da bojo. Si ziher? Ker morajo. Si ziher? Ja. Ok. Super. No. Potem pa... Majne skrbi so splavale po vodi, odlično. Oh, hvala. Vsaj kečap bo dober, ne pa v onej gadni vreči, da hozla lahko. Izvrstni Eros Ramazzotti in Più bella cosa Forza Juve. 14 in 42, Anja, Marko in Tomas, tu lepo zdrav. Ok, jutri ob 19:30 gremo v Maribox gledat He-Mana and the Masters of the Universe. Še zdaj se spomnim, kako sem oboževal He-Mana. Končno nekaj za tebe. Ja, res. Tomaž. Ja. Prav zažarel si. Ne vem, mogoče moram pogledati malo napovednik, pa to da vidim. Nisi še? Ne. Da jaz že gledal, idi gledati. Veš, kako smo hodili to po goši, pa kak si palco našo si že naredil. I habe die Kraft. Malo jače. Super. Svetovno. Ok. Ja, nič, prijavite se s ključno besedo Maribox in svojimi podatki na 051 220 220 in ste v žrebu za 2 vrej karti. Tako je, in tokrat smo izžrebali Bojana. Bojan, ti bi šel v kino, praviš, ne? Seveda. No, evo, Bojan, vrej karte imamo za tebe, ampak najprej imaš eno mini nalogo. Marko, izvoli. Ok, vrej karte, Bojan, danes za tebe po principu prepoznaj uvodno špico ene legendarne stare risanke. Si gledal kaj risanke, ko si bil mali? Seveda. No, evo, Bojan, jaz mislim, da ne bi smel imeti težav. Ok? Ok. Dobro, prisluhni, torej, katera risanka je bila to? Kaj praviš, Bojan? Sonce in toro. Ja, pa bravo. Bravo, Bojan. Bravo. Z prve, viš, brez težav. Bojan očitno ni star, zdaj 16, da ne imel pojma. Ne. To so bila 90, ja. Evo, čestitke, Bojan, 2 vrej karti sta tvoji. Super, hvala. Se vidimo jutri ob 19:30 v Mariboxu. Super, hvala lepa. Adijo, Bojan. Adijo. Kaj se dogaja? Tako je, Marko, kaj se dogaja? Je kaj? Kaj se dogaja? No? Ogromno zaskrbljenih obrazov je videti po našem mestu. Nekateri obrazi so že povešeni. Skrb in žalost sta poskrbela za dodaten, nepotreben stres v naših življenjih. Kaj storiti? Smo namreč popolnoma nemočni. Dogodek vseh dogodkov pa je nesramno blizu. Govoriš o sličicah? Ja, seveda. Kaj pa? Joj, ne rabiš biti, pridejo. Pridejo. Ena pošiljka pride že danes, Okay. ampak Panini ne dohaja povpraševanja. In zato je na številnih mestih zmanjkalo sličic. Ja, seveda je, ja. Ampak, kot smo rekli, brez skrbi, ena pošiljka je prišla že danes, Okay. naslednja pa pride 11. junija. Ja, tako se začne. Tako, dogodek takrat se tudi vseh začne dogodek To si bil tak žalosten. Ja. Tako da, brez skrbi. Okay. Boš preživel? Lahko popravimo obraze nazaj gor in v trgovino po 27 paklov.
Lutkovno gledališče Maribor pa je predstavilo novo gledališko sezono 2026-2027, ki jo povezuje slogan On kraj vsakdanjosti. Ja, v ospredje tokrat postavlja ustvarjalno raznovrstnost, duh lutkovne umetnosti ter nagovarjanje publike. Svetovno. Umetniška vodja Mariborskega lutkovnega gledališča Nika Bezeljak pa razlaga, kaj je bilo vodilo pri sestavi nove sezone. Vodilo pri sestavi sezone je bila prav raznovrstnost, ustvarjalna raznovrstnost, na kak način je možno pogledati na lutkovno ustvarjalnost, na različne tehnologije, kaj so primerne uprizoritvene predloge, kaj je v centru in v duhu lutkovne umetnosti in nagovarjanja publike. Gre za uprizoritvene predloge, ki nagovarjajo otroško radovednost, budnost do sveta, odprtost do kritične misli in nagovarjanja tudi sodobnih družbenih izzivov. Nova sezona prinaša skupno več kot 27 predstav za otroke, mladino in odrasle, tudi iz prejšnjih sezon, in pa 4 premiere. Kdaj si jih bomo lahko gledali? Prva premiera Mizarjeva zgodba baskovskega avtorja Ivana Barančeja novembra 2026 na Malem odru. Druga premiera Kaj vse Nikoline Manojlović Vračar na Velikem odru marca 2027. Tretja premiera maja 2027 Super žaba Anja Zak-Golob in na poletnem lutkovnem pristanu predstava Vrnitev lutkovnih rogoviležev, avtorski projekt v režiji Mateja Spjacija. Wow. Mnogo nekih stvari. Super. Poleg tega bodo nadaljevali program za šole in vrtce s kulturno-vzgojnimi programi in tudi pogovori po predstavah. Po novem pa ponuja še abonma Minoriti, ki vsebuje lutkovne predstave za odrasle in vsebine kulturne četrti Minoriti. 14. avgusta pa se bo začel še letošnji poletni lutkovni pristan, ki prinaša 14 predstav iz več držav. Izvrstno. Yes. Izvrstno. Seveda, ves program najdete na spletni strani Lutkovnega gledališča Maribor. Jutri ob 19:30 torej gremo v Maribox na novo filmsko premiero Gospodarji vesolja oziroma He-Man and the Masters of the Universe. In za vas imamo danes vrej karte, še nekaj potem pri Andreju Merniku med 16 in 20, drugače pa tudi pri nas, če ste se prijavili s ključno besedo Maribox preko SMS-a na 051 220 220. Ok, kaj je treba danes narediti za 2 vrej karti? Prepoznati uvodno špico ene legendarne stare risanke. Tako, in tokrat je bil izžreban Robert in Robert pravi, da bi šel v kino. Da vem, ali to drži, Robert? Ja, no, bi šel. Okay. Robert, vrej karte danes zate po principu prepoznaj uvodno špico ene legendarne stare risanke. Ne, verjamemo, Dobro. Da si jih pogledal kaj v otroštvu, tako da jaz tudi verjamem, da se boš spomnil te. Dobro. Ok, Robert, si pripravljen? Sem. Prisluhni pa počakaj, da odigra, pa da vidimo, če boš prepoznal. Robert, kaj praviš? Ja, Tom and Jerry. Ja, pa Evo, to pa je ena risanka, ko mislim, da zdaj, ko vsi pogovarjamo o njej, in stari, in mladi, in vsi. Res, ja. 1000 let je bila, ne? Tako, pa vsi smo gledali. Robert, 2 vrej karti sta tvoji, tako da čestitke. Hvala lepa. Ni problema, se vidimo jutri, torej v Mariboxu. Hvala. Adijo, Robert, adijo. Adijo. Pardon, preden gremo naprej glasbi, samo 2 mini zmagi bi rad podelil z vsemi vami, če dovolite. Ja, seveda. Ok, lahko. Danes moram v trgovino. Ja. Ampak sem že šel, namreč zjutraj sem slučajno zgodaj vstal, vse zrihtal in kaj imam za zrihtat, takoj ob 8, ko se trgovina odpre, sem že šel in zrihtal Einkauf. Okay. Bravo. Torej, ne rabiš v trgovino. Ne, malo sem se zlagal. Da morate. To je prva mini zmaga. Aha, prva, okay. Prva. Druga? Druga, ko sem doma moral vse znositi z avta, ne? Ja. Gledam, če bi nesel vse ali ne, ker je bilo dosti, 3 vreče. Ja, moraš nesel. Grem 2-krat ali tvegam pruh. Nikoli pruh rajši. Tako da sem pobasal vse 3 vreče in gospod.
Ampak res so bile težke. Si pa? Jaz sem, ne, seveda. Bravo. To je to, hvala lepa in lepo zdrav vsem v trgovino. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.